Pozdravljeni v naši oddaji, tokrat je z mano prva gostja, ki nas je zelo navdihnila, predvsem pa tudi mene tukaj doma za računalnikom z njeno skladbo Neki neki. Pozdravljena, Stela. Zdravo! Polni energije in elana smo, ko smo poslušali ta tvoj hiter in pa dober in pa plesni, predvsem plesni komad, tako da res mi smo navdušeni, vidim pa, da ti tudi. Ja, sem prav se potrudila, da bo zelo plesen in živahen. Predvsem živahen. Smo pa tudi videli, da se dogaja vse skupaj tukaj pri nas v Celju. Tako je, tako po celjskih ulicah, malo na ozka ulica, ki je tako lepo pobarvana. Kje smo še bili pri Almi Karlin, ne, ker nama je mogla pomagati na prilovu na zaklad. Pa sta našla na koncu ta zaklad? Sva našla, ampak v bistvu je ta zaklad naj bi bil nek tisti moder kristal, ki ga sicer na koncu jaz imam v žepu, ampak point pa je, da tisti kristal niti ni več tako zelo pomemben, ker sva našla ta neki drug v drugem. Se pravi, pač ta neki je tisto nekaj, kar imaš v sebi in kar najdeš v človeku, ki ga imaš rad. Tako da, skratka, svoj zaklad si nosila že vedno s seboj. Tako je, vsi ga nosimo s seboj, samo ga moramo najti. Ti pa si ga našla, kaj ti vidim, da si zelo, zelo uspešna, ko sem malo prebirala, kaj vse počneš in kje vse se predstavljaš. Moram reči, da najverjetneje ti pa res ni nikoli dolg čas. Ne maram dolg časa, zato si vedno najdem nekaj zadelati. Da povemo našim gledalcem, stara si vendarle pa 20 let. Ja, tako Ja, je. malo sem prebrala tudi o vseh festivalih, bi nam mogoče kaj povedala, kaj vse se je dogajalo, ker mislim, da zdaj, ko smo doma, še toliko rajši poslušamo, kje so pa ljudje lahko bili in kaj se bo kmalu mogoče tudi odprlo in bomo spet lahko šli pogledati. Ja, ponavadi me vsi vprašajo o X Factorju Romunija, zato ker pač zakaj bi šla na X Factor Romunija, če lahko grem, ne vem, na talente v Sloveniji. Ampak nekako je naneslo, pač so me povabili tja z enega drugega festivala, pa sem bila tak, okej, zanimivo, no, gremo. In je bilo ful fajn. Potem, kaj še kaj, na veliko plesnih tekmovanj sem tudi hodila. Recimo eno je, ki ima potem mednarodno tekmovanje vsako leto v drugi državi. In gremo vedno cela skupinca, se pravi cela plesna skupinca, pa ponavadi gre še več družin zraven, recimo naša družina gre ponavadi cela, pa še od kakšne plesalke in nas je potem ful in tak cel hotel zasedamo ali pa kaj takega. In smo šli na Jersey enkrat, to je en otok, telefon dam na tiho, en otok tam pri Britaniji, enkrat smo šli v Nemčijo, enkrat smo šli nekam blizu Barcelone v eno mesto, v Španijo in je ful super. Potem je pa še eno tekmovanje, ki je pa sicer vsako leto v Poreču, ampak tja smo tudi veliko hodili, pa tudi po Balkanu sem hodila veliko, po pevskih festivalih, v Makedonijo, pa v Črni Gori sem bila, v Bosni in Hercegovini sem bila, tak pač, ja, ful je bilo. Nam že delaš lušte z vsemi temi potovanji. Sej sebi tudi. Kaj pa si počela v tem času, ko pa nisi mogla iti takole malo za mejo? Ja, potem pa španciram okrog po gozdu, ker živim zraven gozda, tako da pa lahko grem in se izgubim in potem iščem pot domov in potem to traja 3 ure, tako da sem na zelo dolge sprehode začela hoditi. Pa tudi iščeš po gozdu te zaklade? Ja, po gozdu jih je zelo veliko, ne, ni. Samo smreke in listavci in zadeve. No, ampak saj narava sama po sebi je že nek tak zaklad. Srno videla. No, evo, no pa imamo. Imamo pa sedaj tudi istonaslovski album že zunaj, je tako? Ja, tako je, ta neki. To je zdaj tvoj prvi album? Ta neki. Ja, tako je, to je moj prvi album in ne morem verjeti, da je dejansko zunaj. In tako ga držim v roki, pa mi še kar ni jasno, da je to moj album. No, ne vem, mogoče mi jasno, mogoče mi, ne vem. Kako pa je prišlo ne samo do albuma, ampak tudi predvsem do komada, da še malo o tem povema, vsa ta ideja, da bi ga posnela v Celju in pa vsa ta ideja o zelo zanimivem naslovu, kako si tega se lotila in kako ti je to prešinalo? Ta neki so v bistvu besede, no, v tem specifičnem primeru mojega menedžerja, ampak mislim, da vsi zelo veliko to uporabljamo, ko pač ne veš, kako bi rekel, ali pa kako se eni zadevi reče, ali pa karkoli reči, ti si veš, neki pač,
tako v pogovoru se mi zdi, da ful velikrat slišim in pol zdaj, ko imam to pesem, recimo pa se pogovarjam s kolegico in rečem mesta neki in pol jaz naredim neki in pa se mi slišijo. Tam po mojem bo to že čez par mesecev šlo vsem ful na živce, ampak upsi. Drugače pa ja, moj menedžer je slišal eno mojo pesem, eno drugo sicer in je bil tak, pa nekaj manjka. Kaj manjka? Neki. In potem pač smo ta neki skušali najti. In potem so ustvarili tudi album Neki. Neki. Kaj pa vse lahko najdejo naši gledalci na tem albumu? V bistvu so gor že stare pesmi, pa tudi nove, še nepoznane. Ena je celo v japonščini. To sem pa tudi prebrala in sicer, da študiraš japonščino. Ja, študiram japonščino. Wow. Je tudi si že bila na Japonskem ali je tvoja želja, da bi šla na Japonsko? Nisem bila. Pa zdaj tudi še zgleda, da nekaj časa še ne bom. Ampak bom pa šla, ko bom lahko. Ko bo šla, pa tudi že bo vse tekoče znala govoriti ali že sedaj govori zelo tekoče? Približno bi se znala verjetno kaj že pogovarjati, ampak ne vem, zato ker imam zdaj veliko več prakse v pisanju ali pa reševanju nalog, kot pa dejansko v govorjenju, imam občutek, da bi rabila nekaj časa, da bi se navadila na konverzacijo, ampak ja. Te bomo pa na koncu izkoristili, da se boš mogoče poslovila v japonščini, ker me zelo zanima ta jezik. Tako da imaš sedaj čas razmišljati do konca najnega pogovora, kako se boš poslovila v japonščini, kakorkoli pa, mislim, da nihče ali pa zelo malo od nas ve, kako je edino pravilno, tako da brez skrbi. In pa, da povemo naprej, bomo videli tudi en ekskluzivni posnetek tvojega singla, novega singla. Kdaj pa se bo to kaj prikazalo na dan? Zdaj smo videli, sicer ta posnetek je itak že top, tako da tudi si ga bo lahko naši poslušalci skupaj z mano ogledali ob koncu najnega pogovora. Tudi tukaj moram zelo pohvaliti, da je res fantastičen glas, tako da jaz tudi komaj čakam, da bo kakšen pa videospot z iskanjem kakšnega drugega zaklada prišel. Ja, za ta videospot se že tudi dogovarjamo, kako bo kaj. A kaj izdam, tako smem kaj? Čisto malo. Okay. Bom Pobegla nevesta, ker je naslov je Kriptonit in je v bistvu oprosti, ker prehitro sem ti rekla, da bom tvoja in bom pobegla nevesta v videospot. To si mislila moja maskerka, v bistvu Neža Čuban. Ona me je tudi za ta neki video naštimala v tiste rože, oziroma rože sem dobila od cvetičarnice, ona mi je tak tiste bisrčke pa vse to gor, ona si vedno ful dobre ideje ima. In je rekla, kaj pa če bi ti tak bila nabegnala, pač zato, ker je to besedilo. In sem tako, pa ti si genij, Neža, kva? No super, potem se tudi tega veselim in pa seveda si lahko gledamo tudi nadaljne potem ta ekskluzivni posnetek, ki ga bomo zavrteli po najnem pogovoru. Preden pa nam uideš, pa še povej, Mečka, in kaj vse počneš, razen da se sprehajaš po gozdu zdaj v teh časih in pa iščeš srne. Videla sem, da igraš tudi zelo zanimive inštrumente. Ja, igram ukulele, pa klavir, pa violino, s tem, da violino že zelo dolgo časa nisem tako nekako vadila, tako da mi ne gre preveč dobro, ampak osnovno glasbeno imam narejeno. Pa se veliko poslužuješ igranja inštrumentov tudi tako v petju? Ja, ful mi je fajn, recimo, zaradi tega, ker ukulele ima samo 4 strune, namesto recimo kitara, ki jih ima 6, in sem zelo majhne rokice. In pač ukulele je zelo tak enostavni inštrument, ful hitro se lahko naučiš te akorde in vse, in lahko se zelo hitro spremljam, pač v bistvu katerokoli pesem že moram zapeti, si lahko zelo hitro sam pogooglam akorde, zašpilam, tada. Pa že dolgo igraš inštrumente? Ali dlje časa poješ? Ne, mislim, da dlje časa igram inštrumente, oziroma vsaj kar se tiče, kdaj sem začela vaditi oziroma se šolati v tem smislu, ker inštrumente igram že od 1. oziroma 2. razreda, klavir se bo v 2. razredu začela. Ukulele sem pa v bistvu začela pozneje kot petje. To sem pa začela v srednji šoli potem. In boš tudi nadaljevala naprej. Saj mi tako upamo. Imaš kakšne plane? Leto se je zdaj dobro začelo, 2. mesec je že tukaj. Pustimo zdaj, karkoli je bilo in upamo, da se bo res to vse odprlo, gledamo iz te plati. Imaš kakšne plane, kaj bi mogoče še letos naredila? Zdaj album si že, videospot je v nastajanju, tako da kaj pa še imaš kaj druga v glavi, kaj so tvoje želje?
Pride, se pravi, videospot za Kryptonit, pride videospot za Daljnogled, pride videospot za mojo japonsko pesem, ker bom naredila koreografijo zraven in bom plesala v dežju in potem bo to videospot za to pesem. Jo, zdaj kar vse izdajam. Ogromno videospotov torej. Ja, Pa to japonsko pesem si pa tudi sama napisala. Ja, tako je. Potem sem jo poslala profesorci, pa mi je par verzov popravila, ker so bile kakšne napakice ali pa bi lahko kaj stilistično bilo bolje. In potem smo jo posneli in zdaj je zunaj. No, super, tudi tega se veselim. Kaj pa kakšni drugi cilji? Imaš morda v letošnjem letu, si kaj zadala? Ja, definitivno bi rada tudi kaj nastopala, mislim, če že ne v živo, oziroma upamo, da bo letos to vsaj v določeni količini možno že v živo, mogoče do konca leta, ne vem, noben ne ve, kaj se bo zgodilo, ne, to je nepredvidljiva situacija, ampak v vsakem primeru, če ne bi pa vsaj neko online zadevo ali pa karkoli, da lahko tako še zapojem, pa malo še predstavim, da nisem na iTunes pa Spotify, ne. Sigurno tudi mi komaj čakamo. In pa obljubiti nam moreš, da ko boš imela nove videospote, da se vam spet javiš, kajti so res zelo zanimivi in smo veseli, da imamo potem takšno energijo tukaj plesno v studio ali pa trenutno doma, tako kot jo imaš ti. Tako da super. Jaz se veselim, povej mi pa še, a boš mogoče v kakšnem videospotu igrala tudi ukulele? To bi bilo kul. Ja, to bi lahko naredila. V redu, bom. Če ne pa na kakšnem nastopu? Ja, nastopu pa definitivno. Super. Jaz sem za to, da si pogledamo tvoj video, oziroma tvoj posnetek za tvoj nov singel. Prvo mi pa tudi še povej, preden se poslovimo, kje lahko dobimo oziroma dobijo tudi vsi naši gledalci ta tvoj album. Moj album, pa v bistvu lahko ga naročiš kar meni na Instagram, Facebook, lahko pa tudi, mislim, da je mail blagajna@info.si ali pa v bistvu je bolj zanesljivo bo, da rečem na moji spletni strani stelamusic.si in greš pod novice in greš pod izdaja albuma in tam vse piše, vse potrebne informacije, da ne bom jaz napačnih informacij razdajala, drugače sem pa na Instagramu stella_spela in mi samo napišeš v DM, jaz bi pa album in bom tak, ni problema, tako da ja. Tako da ste slišali, kdor si ni zapomnil spletne strani, jaz verjamem, da če boste pogooglali tudi na Facebooku ali pa na Instagramu in napišete kakšno lepo sporočilce, vam bo z veseljem odgovorila in pa poslala ta čudovit album. Glede na tvoje komade, verjamem, da je čudovit, če preden sem ga slišala, ga bom pa tudi potem jaz z veseljem preposlušala od začetka do konca. Še bolj pa se veselim videospotov. Zaenkrat si pogledamo res ta singel, ki je tudi prekrasen in pa seveda live posnet za tvojo skladbo Kryptonit. Potem pa te bomo gledali, kako boš pobegnila kot nevesta. Ja. Tako, Špela, zdaj pa bi lepo prosila, da se posloviš ali pa poveš kakšno besedo, preden se pa posloviš eno besedo, najljubšo besedo v japonščini, evo. Najljubšo besedo je pa, zdaj iz vrha glave, jaksoku mi je ful všeč, recimo jaksoku je obljuba, ali pa lahko je tudi recimo kot date, da se z nekom zmeniš, da se dobiš, je tudi lahko jaksoku. Ne, še eno vem, ko sem jo zadnjič pogledala v eni risanki, kashkiri jotai, to pa pomeni I have the place all to myself. To ga sedaj vsekakor imamo, ne? Na samem pa imaš ves prostor zase, kashkiri jotai. Tako da vidim, da ti japonščina kar gre. Sedaj pa bi prosila, da vsi pogledamo res ta tvoj live posnetek Kryptonita in pa se mogoče posloviš od naših gledalcev v japonščini. Dewa minasan, matane. Matane je adijo? Matane je v bistvu bolj see you later, tako se vidimo pozneje, se pravi, pridem nazaj. Matane tudi z moje strani, sedaj pa si pogledamo live posnetek in pa najlepša hvala, Stela. Upam, da bomo hitro se videli v živo in pa da boš lahko naprej nadaljevala s tvojimi snemanji videospoti. Še bolj pa upam, da se bomo videli kje pod kakšnim odrom, kjer bomo plesali s tabo verjetno na kakšnem koncertu. Tako da želim ti vse dobro, mi pa si poglejmo videospot. Mislila sem reči japonščino, ampak jaz ne znam japonščine, tako da. Se vidimo. Adijo.